Če bi se jutri zbudil v ženskem telesu, kaj bi naredil? Nice! To je bilo dobro vprašanje. Oh my god. Hej je za tiste, ko naj jo poznajo. Hej. Je pa za tiste, ki še naj v bojo. Začetek oktobra je začetek novega študijskega leta in nekako je to tudi začetek najnega vlogerskega projekta zame. In zato je dobro, da se za prvič za začetek predstavijo, kdo sploh sva. In to, ker so ljudje slabi v tem, da se predstavljajo sami sebe, smo se odločili, da bomo predstavljali en drugega. Kdo začel? To je Rok. Star je 24 let in študira socialno pedagogiko na pedagoški fakulteti. To je vse, kar sem. To je ful zanimivo. Ima veliko hobijev. V zadnjem času je še posebej strasten zbiralec gramofonskih plošč. To tako hipstersko zdaj zveni. Ja, se pa si hipster, pogled svoja očala. Ne, itak, da te želim v dobri luči predstaviti. Moram pošteno premisliti. Zbran, rad bere, motiviran. A še imaš kaj? Pa ne, lahko se preizkusiš. Ana. Ana je 25 let stara in je kulturologinja. Kaj to pomeni, še sama verjetno ne zna čisto povedati. Z eno besedo bi jo opisal kot umetniška duša. Ona je zelo kreativna, zelo estetska, njena velika strast so lutke. Pač one, ko igraš z njimi, nekake druge lutke. Nas zbira lutk doma ali pa kaj takega. Ja? Zdaj moraš ti potrditi, če jaz kaj narobe rečem. Ne, ti kar pusti, se bova potem pogovorila. Se bova ko kamera ugasne. Se bova okej. Zna pritegniti pozornost, vedno, ko vstopi v sobo. Kuha ful dobro. Jaz sem se naučil par jedi od tebe, a veš ti to? Kaj pa? Ma one špagete pa te stvari. Ja, se ni. Najbolj osnovne jedi, veš. Jaz skuham najboljšo študentsko hrano, testenine na 1001 način. Če bi jaz bil žival, katera žival bi jaz bil? Glodalec. Res? Ker cela skupina glodalcev bi rekla. Nimam enega določenega. Svizec. Ker čokolade zavijam. Vedno, ko vidi čokolado. Čokolada. Svizec. Jaz pa... Ali sova? A veš, ker to sem že zadnjič ti rekel, da imaš obraz tako sova. Okej, okrogel, Sova. ja. Ali pa metul. Rad bi bil metul. Če bi izbrala en kraj na svetu, kjer bi lahko živela, kje bi to bilo? Živela, kot da skup s tabo živim? Ne. A je kot da posamezno. Jaz tu, ti pa tam. Če bi se jutri zbudil v ženskem telesu, kaj bi naredil? Nice! To je bilo dobro vprašanje. Oh my god. A to je nekaj, kar bo dolgo trajno ali en dan? Ali je to nekaj, jutri se zbudiš v ženskem telesu, kaj narediš? A veš, a sem si simpatičen vizualno? Rok. Ja, moram vedeti, to so pomembni. A si? V ženskem telesu se zbudiš? Valjda bi si bil simpatičen. Prvo bi poklical vse folk, kak ga poznam, ko pa bi like, WTF, jaz sem v ženskem telesu. A veš, to je bila prva, verjetno. Če bi se kot moški zbudila. To je dobro vprašanje. Najprej bi si stregla hlače, če bi jih imela. Kam to gre, Ana? Ne bi verjela, mislim, da bi mislila, da sanjam. Probala bi se zbuditi. Ti si ti, samo da je telo drugo. Samo v hiši je menjaš.
procesor ostane isti. To je bilo ful zanimivo. To mora probati enega dne. Menjama. To mora probati enega dne. Če bi bil za en dan nesmrten, kaj bi počel? Tako da čutim bolečino ali da ne čutim bolečine. Ker to je kar, a veš, mislim, lahko skočim iz letala, pa padem dol, pa me boli isto, sam pač ne umrem, ne. Ne čutiš bolečine. Hvala. Z letala bi šel skočiti. Brez padala. Direktno dol. Ne skačite iz Ja. višine. Če niste nesmrtni. Kaj ti naredila? Po mojem bi šla pogledat najbolj nevarne predele sveta. Malo se Vulkan not bi se vrgla. sprehodice, ne vulkan. Najnevarnejši predeli sveta so tam, kjer so ljudje doma. Turururun. Zakaj je moj poklop?